Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave na vergore. Tednik Novi Matajur se nahaja že nekaj mesecev v hudi finančni stiski. Zato se je Marina Černetič pogovorila s člani redakcije, ki so se ta teden odločili za posebno izdajo časopisa s povsem belimi strani. Kaj še pomeni Novi Matajur, ne samo za ljudi po naših dolinah, ma tudi za ljudi, ki živijo okoli po svetu, vsi poznamo. Zato smo prišli do nas v redakcijo Novega Matajurja v Čedat, da nam povejo, da ki so naredili tako težko izbiro, kakor je tista današnje številke Novega Matajura. Z nami je tukaj Miha Obit, ki je predsednik zadruge Novi Matajur, ki izdaja časopis. Miha. Ja, situacija je za naše bralce verjetno neka novost, za nas ne, ker tela situacija težka za nas traja že približno eno leto. Kar smo začeli imeti težave, finančne težave, ki imajo več razlogov. Prvi je tako kriza splošna, ki imamo malo vsi, ki jo ima slovenska manjšina v Italiji. Pa druga težava naša je tudi nastala, ko smo imeli pred enim letom eno preiskavo od finančne straže, ki se ni še končala. In mi čakamo, da se končuje, zato ker ko se bo končala, bomo znali, če bomo dobili prispevke iz Rima, tiste prispevke, ki podpirajo tisk v Italiji. In kaj prispevke so za nas zelo važne, pomenijo, da lahko nadaljujemo z našim delom. Evo to, s telo številko bi želeli tudi zastopiti mi, če imamo po eni strani podporo od slovenskih in italijanskih institucij in tudi podporo naših ljudi. Zato smo mislili organizati srečanje, ki bo 15. februarja v Slovenskem kulturnem centru v Špetru, da se dobimo z našimi bralci, z ljudmi, ki nismo morali imeti pri srcu naš časopis, naše delo, tako da zastopimo tudi mi, če lahko gremo naprej ali če se ustavimo. Miha, hvala, vabimo vse v petek 15. februarja v Špetar, da se pogovorimo in da bomo videli, kaj moramo narediti mi, bralci, za vam pomagati pri reševanju te situacije. Odgovorno urednico Jolene Amor pa vprašamo, kje je rešitev vsega tega problema? Ali pa je rešitev? Upam, da v tem momentu te zelo hude stiske nam lahko pride na pomoč Slovenija, da nam pomaga premostiti sedanjo krizo. Upam tudi, da bo prišlo do tudi političnega pritiska strani slovenske države na italijanske oblasti, da sprostijo sredstva, ki so blokirana v Rimu za založniške dejavnosti. Z naše strani pa mislim, da se bomo morali potruditi kot slovenska manjšina v celoti, da dosežemo v Rimu sistemsko financiranje naše manjšine. Sistemsko financiranje pomeni, da mi bi morali točno vedeti v začetku leta, s kolikimi sredstvi razpolagamo in kdaj bomo ta sredstva dobili. Samo na tej podlagi lahko mi organiziramo svoje delo, tudi planiramo nove pobude in načrtujemo bodočnost časopisa. Antonio Bankić dela na Novem Matajurju, ma za našo oddajo je Tonca Lukežu. In Tonca Lukežu je napravil do nas za telo posebno izdajo Novega Matajurja, kakšno bodeče mnenje? Ja, se upravičujem z vsi, ampak tel teden nisem veliko razmišljal, ker sem bil izkoristil ta čas za
tudi jaz zapovedati o stanju našega časopisa, ki je v težavah z različnih razlogov in smo v situaciji, ki, jaz bi rekel, absurdi, ne? Absurdi, ker prispevke za slovensko manjšino smo dobili samo prvi del, smo ga dobili šele decembra in imamo eno preiskava, ki traja že več kot eno leto. Ni absurdo, da se preiskava, saj je prav, da če kakšen ima kakšen dvom, da kontrolira, ampak absurdno je, da kontrolira za več kot eno leto. Ne? Tukaj smo bili že 4 mesece brez plač, ampak sa ni to glavni problem. Glavni problem je, če sploh lahko pomislimo na prihodnost našega časopisa. Mi smo sicer prepričani z naše strani, da je časopis pomemben za cijelu Benečijo, recimo za društvo, tle je, mislimo, da naši bralci nas čejo rad in da če bi mi zaprli, bi bilo škodljivo za vse. Se ne predstavlja, kako so do nas, ali kako bojo jutri, ali pa pojutrajni naši, ali pa vaši bralci, kako stanejo, kar dobijo časopis. Torej, gotovo bodo imeli puno podpore od vseh. Se trostam tudi od tistih, ki je potrebo, da dajo podporo. Ne bojo ne veseli. Podpora mora priti od tistih ljudi, ki jo morajo dati. Tisti, ki čejo rad demokracijo, mislim, da če en glas tako, ki daje informacije, mislimo sebrom, da so več pomembne, bolj pomembne imeti dobre informacije, kot iti voliti. Če nimaš informacije, ne boš vedel načakati do voliti, ne, ali koga. Dobro. In Tonca, hvala. to je to. Tjaša Gruden dela na Novem Matajurju, prihaja vsaki dan s Trsta. In Tjaša, si se dobila tukaj v Benečiji po eni strani v novi situaciji in morda lepi situaciji, ker morda mi Benečani smo malo bolj preprosti in ko delaš tukaj. In na drugi pa v tej težki situaciji. Kaj misliš o tem? Ja, mislim, da je situacija ni enostavna. Pomen Novega Matajurja, mislim, da ni nobenega dvoma, da je ključen za te doline. In to pa tudi za celo slovensko manjšino, ker sem še posebno jaz, ki prihajam od zunaj, ugotovila, da kako malo pravzaprav mi Slovenci se poznamo med sabo, ker pravzaprav na Tržaškem prej o Benečiji in o Rezi sploh nismo vedeli, tako da je Novi Matajur obogatitev tudi za druge predstavnike slovenske manjšine in bi bila zato velika izguba, če ga ne bi bilo več. Vaša izbira, da je izhajal en čas skupaj s Predmorskim dnevnikom, je bila prav dobra izbira, recimo, ker praktično res je, da nas ne poznajo in da ne vejo, kaj se haja tukaj pri nas. Ja, mislim, da to omogoča vsem, tudi tistim na Goriškem in na Tržaškem, da spoznajo dejavnosti in tudi naših organizacij na tem delu dežele, kar seveda skuša tudi Primorski dnevnik na svojih straneh objavljati novice iz teh krajev, pa ni to vedno enostavno, ne? Tako da to, da izhaja Novi Matajur oziroma da ga dobivajo tudi naročniki v Trstu in Gorici, je po mojem najboljša pot. O spoznavanju Benečije po drugih medijih ne bomo govorili danes, ker bi se odprla prevelika rana. Hvala, Tjaša. Iz Nediških dolin, Pust, Marsin,
U nedjelju 10. februarja ob 9. zjutra bojo maškere šle ho na Matajur, a na okoli 11. se vrnejo v Marsin. Črni vrh. V nedjelju 10. februarja ob 2. bojo po vasi tekli blumari. Prosnid. V soboto 9. februarja bojo postinali od 2 popoldan naprej. Ruanac. V soboto 9. februarja bo pust po vaseh. An v nedjelju 10. februarja grejo na Matajurju. Srednje. V soboto 9. februarja bojo šli po vaseh Srenskega kamuna. Zvečer skupina Skedin bo hodila v baru do Zamirju. Po vaseh bojo hodili tudi v nedjeljo an v torak zvečer. V sredo 13. bojo zažgali pusta ob 7. zvečer tudi Zamirju. Trbiž. V sredo 13. februarja popoldan bo sprehod po centru Trbiža in na koncu bo pohreb pusta. Na Ljesah 12. februarja ob 9. zvečer v telovadnici bo ples za pust, kot bo ansambl Skedin. An še 16. februarja Inštitut za slovensko kulturo an glasbena matica Špeter vabita ob dnevu slovenske kulture v Špeter v Slovenskem kulturnem centru ob 6. zvečer na predstavitev spevo igre Krajica Vida. Lep pozdrav iz Terske doline. Soboto 9. februarja v vasi Sedlišča na Pustni placi ob Virnu popodne Terska dolina bo praznovala Veliki pust. Dvije skupini, ene Sedlišče, ene Zbarda, bosta uprizorili simpatične pustne komedije. Ne bo manjkalo muzike, pijače in dobrih jedi. Tej ponavada pa letos to vrezje imamo pust in se to nalipa stara navada, ki nas je živa, na je ostala to ubila. Ani se to je fuslupa, zdaj tukaj je rudi manji ljudi, ano vede da pa letos je pust in fust na lipa prava reč. Tej ponavada se ćemo replesati tu u Šteruje, pa tudi stare škole, in se to je bo sabito. Drugi din za pustavo nedeljo, ljudje će oplesati moškere, te lipe bile moškere će oplesati na Orice, rudi tu bile. Te din döpe, u pondijek, žvečera, tukaj dilo pustijo te po vase, po doline. A no drugi din, te din na veliki pust, u ta rok, žvečera, rudi tu bile, se ćemo rudi plesati. Zadnji din, a zitin to će serve v sokop, to je ponavada, te din na pepelnico, nićo unite babaca, ta na Orice, a na zitin pa te letošnji pust je bit reven. Kaj je nova zrezje? V soboto 16. februarja pojutro tu se dotvarkata na Ravance, će se nalist Soči od Čirkola, Rozojonski dom. Tej ponavadi vsake leto so se nalaže za videti delo, ki je bilo nared lani, a ne to, ki so si mislili narediti letos. Letos Čirkolo rivava 300 let dela,
circolo je bilo novembarja leta 1943. Te prvi president Orisa circola, to je prav omanot, to je bil Reinek Aldo Madotto. Hanno je radi tuli tedej jatore isi circolo za pomoet našim judin, da tu rezi ostane živa naša basida, naše navade, naša duša. A je naredil Karjen Liberaci. Po njemu je bil president Renato Quaglia. Ano, že od te prve let skrb je bila največ za naše Romaninje, za USA. Cirkol je naredil veterači, že do škole, že tedej, to je se počalo, Romaneto trucen, da je treba držati živo našo besedo. So bili narod kurse, pa vse te leta, ki so prešle. So bile organizirane kurse, pa da se naučiti pisati, je pones. Smo organizirali kar je kazen, za pokazati delo od naše ljudi. So bili narod konvenji, koncerte. Publikavamo vsake leto kolindre, a na šuj od leta 2005 šuj ne šlas, ano pa druge ljubrine pa za otroke. Vse so to narod za pomoć, za deno roko, da naša basida, naše navade, te se pa naša duša ne bojo se zubile. Iz 30. sejma Beneške pjesmi. Do nas bomo prisluhnili pesmi Povej ti zakaj na besedilu pesnice Marine Černetič. Za glasbo pa je poskrbel kitarist Alessandro Bertosin, zapela jo je pa Elena Guglielmotti. Povej ti zakaj. Tell me why. Povej ti zakaj. Tell me why. Povej ti zakaj. Po tleki vse uteče, boj gosta je magla, a jar boj marzu kuoda. Ganje kapota, da bi ugrel dušico, ganje kapota. Tell me why. Povej ti zakaj. Tell me why. Povej ti zakaj. Kar dobrota te zapusti, vino zagreni, mlijeko zakisni. Gani od cukarja, da bi usta po sladku, ganje cukarja. Pride drugi cajt, druge magle, sonce, ki previžge antisti, ki zagreje srce. Tell me why. Povej ti zakaj. Se navrneš, se navrneš teraj. Tell me why. Povej ti zakaj. Se navrneš, se navrneš teraj. Drugi poljubi, drugi objemi,
druge srca se zapletejo s tvojimi, druge sape ugrejejo dušico, nazaj bo cajt pobrat vse a nič. Tell me why, povej ti zakaj. Za do nas je vse, slišimo se spet čez tjedan dni, a lijep pozdrav iz Benečije. Se navrneš teraj.